v živo, ker sem prej imela malo neke tehnične težave, tako da se opravičujem. Drugače pa dajte mi like, srček, karkoli, da me slišite, da me vidite. Upam, da boste z mano, zdaj sem pač prej začela. Nekateri ste rekli, da morate dati otroke spat, tako da posnetek bo ostal, tako da sploh ni problema, tudi če ne boste v živo, vam to ostane, da ga lahko gledate celi mesec, če želite. Bomo pa danes dejansko pogledali, v bistvu dosti je bilo vprašanj, ker ravno v tem tednu, evo danes sem zaključila snemanje e-tečaja LinkedIn za posel in je bilo veliko vprašanj, če LinkedIn je za vas, če delate nakit, če ste kozmetičarke, če ste slikarke, in sem rekla, nič, bom jaz preden lansiram ta e-tečaj, enostavno se javila v živo, naredila en webinarček, da vam malo razložim, ker še vedno je LinkedIn neki strah in trepet, vsi imajo malo rešpekt pred njim, ker pač mislijo, da to za strogo poslovno družbeno omrežje, ampak dejansko mogoče ni tak, ne? Tako da bom vam danes malo več zaupala. Dajte mi, kakje, ne vem, nič ne vidim, tako da upam, da me slišite, vidite, in kdo z mano. Drugače bom pa jaz kar začela snemati, se pravi, posnetek ostane, tako da ne bom čakala predolgo, da kar začnem z vsebino in dejansko se lotim to, kar je danes bil tudi namen. Tako da jaz bom zdaj šla na Zoom in bom vklopila na prezentacijo, ker pač imam pripravljeno, da vam lažje neke stvari pokažem in razložim. Če pa kako vprašanje, pa bom tako zadnjič potem vam naknadno odgovorila. In tako da, Darja, vidim, da si z mano, tako da super, evo en všeček, že toliko, da vem, samo mi napišite, če me slišite, vidite, to je važno. Bolj važno je, da me slišite, tako da. In bom jaz zdaj kar šla se pravi, na screen sharing, da dejansko, evo, bomo naredili prezentacijo. Evo, prvo bi vam sploh zaupala, dejansko, kje so danes uporabniki, ne, kje danes so naše stranke. Zdaj, v času korone se je marsikaj spremenilo in nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Za te statistike, ki vam bom kazala, to še bilo vse pred korono, ker še zdaj čisto zadnje niso, so pa že neke raziskave, ampak zdaj so uporabniki dejansko videli, koliko je tudi lahko fajn internet, ne. Na eni strani postajamo že malo asocialni, tako da druženje je definitivno pomembno, ampak nam na drugi strani prihrani veliko časa, sploh kaj se tiče nakupov, ne vem, sestankov in tega, jaz vse delam online. Kaj se tiče sestankov, tudi dosti nakupov, ker mi je čas dragocen. In raje pol tisti čas, ki mi ostane, preživim z družino, z prijatelji, ker tako vemo, časa je vedno premalo, dan mineva in internet nam to omogoča. In tudi v prihodnosti se bo dejansko tudi spreminjalo, vedno več ljudi bo na internetu in kot vidite, vedno tisti, ki so dejansko na internetu, so kje? Tudi na družbenih omrežjih. Vidite, kako statistika narašča, se pravi, to je bilo leto 2019. Prav me zanima, ko bo zdaj 2021 nova statistika, koliko dejansko je zdaj teh internet obiskovalcev in na družbenih omrežjih, ker vemo, v času korone nam drugo ni preostalo. Tudi tisti, ki mogoče do takrat niso bili na internetu, zdaj so in so pač prisiljeni tako živeti. Tudi mladi dejansko so bili vajeni, ampak vseeno so imeli še nekatere izzive in zdaj so se med to situacijo ogromno naučili in vedno več uporabnikov bo na internetu. Ne vemo, kaj nas čaka, tako da dajte s svojim biznisom, tudi urediti to stvar. Se pravi, dajte vsaj del poslovanja dati na internet. Ne da se mogoče vse, ampak če ne drugo, vsaj promovirate se lahko, branding delate, to pa vedno lahko delate tudi preko interneta. In tisti mogoče tudi, ki imate storitvene dejavnosti, ne vem, mogoče prodajate tudi bolj znanje, produkte, ki so v povezavi z vašimi storitvami. Tako da zdaj že razmišljate,
kaj lahko delate online, ker ste videli situacijo, ne vemo, kaj nas čaka. Zdaj, če mi verjamemo ali ne, država bo pač rekla, dovolj, spet si v karanteno in bo spet štala dobesedno. Ampak moram reči, da zdaj od marca, ko se vse to začelo, jaz imam ogromno dela, tako da zdaj vidim, da res tisti, ki še niso prej skrbeli za spletno prisotnost, zdaj ogromno vlagajo v znanje. Jaz imam ogromno individualnih mentorstev, tudi vedno več podjetij me interno vabi predavati ali pa online se zmenimo za online delavnice, ker so videli, da to pač brez tega več ne bo šlo. In vidite, statistika, to bilo pred korono, zdaj bo še to samo šlo hitro navzgor. In kot vidite, zdaj tu imamo najbolj popularna družbena omrežja v Sloveniji. In sicer Facebook, vemo, je pol Slovencev na Facebooku in tu je gužva. Sledimo Instagram, ki je v lasti Facebooka in je tudi najhitreje rastočo družbeno omrežje. Dobro, zdaj mu kar dobro konkurira TikTok, ampak zdaj vidimo, s TikTokom se dogaja v Ameriki, mogoče več ne bo prepovedan. Vprašanje, kaj se bo zgodilo, ampak zaenkrat še zelo hitro narastajoče. Ampak to je bila statistika Slovenije narejena za leto 2019, tako da še tega nimamo. Je pa, kot vidim, Twitter pri nas malo manj popularen, čeprav za v času korone so politiki, imajo obračune na Twitterju, tako da meni ravno ne pritegne, ker mi ni poslušati teh pluvanj en po drugem. Pol pa Pinterest, to je bolj za tiste kreativce in potem je LinkedIn. LinkedIn, o katerem bomo danes mi govorili. LinkedIn, kot vidite, ni še take gužve in je res poslovno omrežje, ampak v bistvu kdo je lahko gor, zakaj ga uporabljati, pa bomo zdaj v naslednjih minutkah. LinkedIn, zakaj je meni toliko fajn, ravno zdaj sem razmišljala, da že toliko na Instagramu ali pa Facebooku, ali je vse popolno, so vsi živijo popolno, lepe slike ali pa pluvajo vse en po drugem. Tako ena skrajnost, druga skrajnost in malo tega negativizma, mislim, da je dovolj in tega na LinkedInu ni. Mislim, jaz osebno, zdaj sem že več kot 8 let na LinkedInu, se najde kaki padalec, ampak tega je dosti manj in je res v ospredju kvalitetna vsebina, prakse, dobre prakse, kjer se res lahko učiš od najboljših. In če že ne drugo, tudi če ne boste delali biznisa preko LinkedIna ali iskali službe, ogromno znanja imate tam, se pravi, se idite vsaj učiti, če že ne drugo. In je res super platforma, ampak bomo zdaj pogledali v naslednjih korakih dejansko, da se splača izkoristiti. In evo, tu je ena struktura teh starostna populacija na LinkedInu. Vidite, največ je generacije X in generacije Y, se pravi, generacija X je od 41 do 61 let, medtem ko generacija Y, ja še glih ravno pridem, je od 25 do 40 let. Pač imamo mešano, rečemo na žaru, vedno več študentov, tudi tam iščejo poslovne priložnosti, tudi v času študija iščejo pač tudi službo. Na drugi strani pa tudi podjetja iščejo kadre. In v bistvu LinkedIn je bila v začetku platforma namenjena kadrovanju. Tako da zdaj se je pač spremenila v eno poslovno, največjo poslovno mrežo, business to business, ampak jaz pravim bolj human to human, human to business, kakorkoli, še do tega še pridemo, ampak ena super pač platforma. In to sem še kar dodala, da tudi malo vidite, zakaj tudi LinkedIn. Vsaka, rečemo, objava na družbenih omrežjih ima, samo malo, da jaz to pogledam, če me spremljate, ker nič ne vidim, nič ne vem, če se, dajte mi kaj napisati, da bom videla. In sicer vsaka objava ima življenjsko dobo. In življenjska doba na primer na Facebooku, ko nekaj objavite, 5 ur. Kaj to pomeni? Da po 5 urah, če se nič ne zgodi, objava gre z newsfeeda, rečemo. Če kakorkoli se nekaj na objavi začne dogajati, komentirati, šerati, lajkati, je potem objava spet živa. In na Instagramu je to, rečemo, en dan, na LinkedInu je 24 ur, čeprav jaz opažam, ne vem, tudi včasih po 10 dni je objava mi živa. Pa tudi ni za nekaj množično lajko,
ampak se objava dosti bolj več časa promovira kot na Instagramu in Facebooku, kar je zdaj trenutno še prednost, ravno z tega razloga, ker še ni take gužve. Na Facebooku pa vemo, je gužva, vemo, da je organski doseg zelo padel in zelo težko dosežemo popolnoma brezplačno neke rezultate. Se da, ampak potem res morate toliko več delati na vsebini, na prepoznavnosti, ne, kot pa če plačate. Plačate, lahko dosežete z eno objavo več, če ne plačate, morate več objavljati, čisto tako. Ampak vidite, ne, tudi tu je prednost LinkedIna. In LinkedIn, se pravi, to že čukam, ne, družbena mreža so zelo human to human, se pravi, človek človeku, ljudje kupujemo od ljudi, prej, kot pa zdaj bi kupili od samega logotipa, in sploh LinkedIn je platforma, kjer to pride še bolj v ospredje. Ne glede, ali poslujete s podjetjem ali s posameznikom, na koncu vedno poslujete s človekom, ključno osebo v podjetju, direktorje, in zato je to bilo pomembno, da danes tudi vedno več podjetij se tega zaveda, da so tudi direktorji, lastniki podjetij prisotni na LinkedInu, ker s tem pripomorejo k gradnji same blagovne znamke podjetja. In zakaj? Ker ljudje bolj zaupajo ljudem, ki jih vidijo, kot pa, ne vem, ljudem, ki se skrivajo za logotipi in se zelo redko pojavijo ali v javnosti ali v medijih. In to vse pripomore k prepoznavnosti in seveda posledično večji prodaji. Ne, in ena tako odlična blagovna znamka, osebna blagovna znamka je bil vemo, Steve Jobs, bil je tudi vedno isto oblečen, črni puli, kavbojka, to je bil neki njegov zaščitni znak. In on je ogromno naredil k prodaji samega Appla, ker je povedal svojo zgodbo, vemo, toliko enih misli je od njega, ne, toliko pol knjigo napisal, in on je en dober primer dobre osebne blagovne znamke. In jaz pravim, edina stvar, ki je noben ne more skopirati, ste vi. Se pravi, lahko se še koliko trudi, da ne vem, nekdo, jaz, vi, kdorkoli, ne more vas kopirati, ne, in zato jaz tudi vedno pravim, zgledujte se po drugih, ampak dajte najti sebe, bodite to, kar v resnici ste, in to samo potem pokažite na družbenih omrežjih. In res tako za močno, učinkovito osebno blagovno znamko je LinkedIn eno super družbeno omrežje. In kaj tu danes prodaja, se pravi, kaj tudi potem na družbenih omrežjih objavljati, to je vaša zgodba, ki je tudi zraven vas unikatna. Se pravi, vsi imamo svoje zgodbe, vsi imamo različne zgodbe, s katerimi se ljudje identificirajo. Moram reči, ogromno, ko jaz povem svojo zgodbo, kako sem začela svojo pot, kaj se mi je leta 2016 zgodilo, se pravi, da sem ostala mamica samohranilka, da sem izgubila službo, enostavno vzela vajeti v svoje roke in v bistvu iz nič zgradila zelo uspešen biznis, z trdim delom in v vlaganjem v znanje, ne, in koliko mi tudi mamic podjetnic piše, Tanja, kako si mi vzgled, kako si mi za inspiracijo, in to je tisto, kar mene tudi žene naprej, in to je tisto, kar morate, se pravi, najdite svojo zgodbo, ki je, vsi imamo neke izzive, noben nima sanjskega življenja, vsi smo imeli probleme ali bomo še imeli, in dajmo to deliti po družbenih omrežjih, ker bo mogoče nekomu lažje, boste nekomu inspiracija, in to je tisto, kar danes tudi ljudje rabijo. In kaj? Tudi z zgodbo se ljudje identificirajo in se bolj dotakne čustvenega dela. In vemo, danes kupujemo z čustvi, ne toliko z razumom, ampak ne, jaz vedno dam za primer Štarte Slovenija, tam odlične zgodbe delajo, tako da, ko bo nova sezona, definitivno glejte. In tudi sama sebe opazim, dokler še ne poznam izdelka, pač enostavno grem mimo, ko poznam pol zgodbo, ker res zna super zapeljati, velikokrat grem kupiti, ker zaradi same zgodbe. In to je tisto, kar danes prodaja. In tu bi še samo izpostavila, da pač dve napaki, kaj se tu dogaja, ko se prodaja preko družbenih omrežij, ne. Marsikdo se enostavno pač se priključi na družbena omrežja in potem gremo objavljati, zdaj imamo delavnico bombardirati, zdaj imamo izdelek, akcija, pa še tisti banner z akcija na veliko. Ne,
na družbenih omrežjih gradimo odnose in velja pravilo 80-20, se pravi 80% kvalitetne vsebine, uporabne, izobraževalne, inspirativne, 20 pa je potem konkretno kako povabilo na, ne vem, delavnico, kupiti neki izdelek. In dostikrat se to zgodi sploh na LinkedInu, ker cilj LinkedIna ni direktna prodaja, ampak pridobivanje leadov, rečemo, ne, mi v marketingu, se pravi, priti do kontakta in naslednji korak je, da se dogovorite za sestanek v živo, ali danes na telefonski klic, ali Skype klic, se pravi, danes imamo več možnosti in od tam naprej se pol prodaja začne. Najslabše pa je to, na katerokoli omrežju, da dodate, ne, te da kdo za kontakt. In drugi korak je takoj sales pitch, se pravi prodajni razgovor, takoj na val, kaj vi prodajate, ponujate, vi ste najboljši. Ne, tega ne delati. Jaz tudi v tem e-tečaju LinkedIn za posel prav povem strategijo, kako se morate tega lotiti. Samo to pa vam želim že zdaj povedati, da tega ne delate. Zato, ker na LinkedInu najprej morate zgraditi odnos, zaupanje in potem prodati. Dostikrat se meni zgodi, da sploh ne prodam, pa me stranke kar same kontaktirajo. Ne vem, jaz mojih osebnih svetovanj redko vidite, da jaz rečem, da jih promoviram, ampak ljudje me sami kličejo, da želijo individualno svetovanje in ker jih pritegnem z vsebinami. Tako da to si zapomnite, ne takoj navaliti, ne, to je isto tako na zmenku, ne morate na prvem zmenku že kar vse vzeti, ne, čisto po domače povedano, tako da dajte to upoštevati. In sicer, zakaj družbena tudi omrežja uporabljati za posel? Sploh tak LinkedIn je eno super orodje, pač seveda, eno je za pač prepoznavno, se pravi za prodajo, trženje izdelkov, lansiranje novih projektov. Potem 43%, to pa prav so procenti, 43 podjetij uporablja družbena omrežja za komuniciranje s strankom. Ne pozabite na negovanje strank. To je tako ključno. Danes, če nimate customer service, se pravi negovanje strank urejeno, vam to dober izdelek ne bo skoraj nič koristil. Zelo pomembno je, da ste odzivni, res redno odgovarjate, koliko se da hitro, pride kdaj, da ne morete, ampak vsaj dnevno dajte res nujne zadeve vedno odgovoriti, ker danes, stranka je samo en klik stran od konference, mislim od konkurence, in kaj še je drugo, hitro se širi slabi glas. In vemo, en slabi glas, 10 dobrih stvari, da se izniči, tako da tu morate biti pazljivi, se pravi, družbena omrežja, dajte uporabljati tudi za negovanje strank, za redno, da odgovarjate. Potem 27% podjetij pridobivanje novih sodelavcev, tudi mi v prejšnjem podjetju smo večinoma potem še iskali samo preko družbenih naših omrežij, nismo več davali niti na te portale in vedno več tudi podjetij to se poslužuje. Sploh LinkedIn je ena zelo močna ta platforma, ki je že v začetku bila temu namenjena in zdaj se mi zdi, da se je še bolj v Sloveniji zelo prijela, v tujini je že to bilo tako nekaj časa, v Sloveniji pa zdaj tudi opažam ogromno enih poslovnih priložnosti tam najdete. Tako da tisti študenti, ki ste, dajte izkoristiti, spremljati kako podjetje tam in da vas tudi oni opazijo. Na eni strani tudi kadrovske agencije rekrutirajo, se pravi, iščejo potencialne kadre za svoja podjetja in danes vemo, dober kader se težko najde, tako da danes, včasih smo mi, nas je bilo preveč, pa je bilo težko službo najti, danes pa imajo podjetja ravno kontra problem, da dober kader pač ga ni ali pa ne, zelo težko ga najti, ampak na LinkedInu najdete res super poslovne priložnosti in na drugi strani si lahko zelo dobro naredite svojo osebno znamko in s tem tudi posledično seveda si izborite tudi boljšo poslovno priložnost, kar pa prinese, vemo, tudi boljšo plačo. Ampak mladi, tudi en pozor, ne, najprej dajte si pridobiti čim več izkušenj, tudi prostovoljno dela, samo da dobite kilometrino znanja in potem se vi lahko pogajate in izkušeni delavec je danes zelo iskan, tako da malo včasih ste neučakani in prehitro
želite napredovati, ste malo neučakani, ker vi bi takoj, je treba nekaj časa, da uspete, ne, in dajte pa čim več probati različnih stvari, da res najdete svojo strast in potem delajte to, kar vas veseli. In kar 12% vključuje pač svoje, rečemo, sledilce na družbenih omrežjih tudi v razvoj samega produkta. Jaz osebno vedno naredim vsak toliko časa anketo, kjer moje sledilce vas, se pravi, vprašam oziroma naredim tudi na moji e-mail listi vprašanja, da vidim, kako znanje vam primanjkuje, na kakšen način se radi učite, kdaj imate radi čas za učenje in take stvari, in s tem jaz prilagajam produkte. In tudi, ko sem šla na začetku poti svoje poslovne, sem prvo vas vprašala, kaj želite, nisem jaz ustvarjala tople vode. In tudi zdaj, če bi, ne vem, izdala knjigo, bi imela 2-3 naslovnice, bi vas vprašala, katero izbrati, ne bi sama, tako da vedno več podjetij tudi svoje sledilce dejansko, da so del, se pravi, da sledilci pomagajo pri razvoju produktov. In zakaj LinkedIn? Kot sem že rekla, to je eno veliko poslovno družbeno omrežje, ki je res namenjeno profesionalnemu mreženju. Ampak zakaj tudi LinkedIn? Še vedno dosti podjetnikov nimate spletnih strani. To pač razmislite, čim prej tudi to začnite o tem razmišljati, ampak na drugi strani LinkedIn je eno super orodje, kjer lahko si na nek način spletno stran naredite for free, se pravi brezplačno, ker v bistvu napišete, v bistvu je kot LinkedIn, kot neka vaša pristajalna stran z vašo vizitko, rečem, vaša vizitka, ki je tudi zelo visoko pozicionirana na Googlu. Se pravi, da se splača izkoristiti, če že ne drugo, jaz pravim, tudi druga družbena mreža, dajte si odpreti, da se vsaj nekaj o vas najde, če še nimate spletne strani. In definitivno se LinkedIn splača, da ga izpopolnite, ker je najbolj kredibilen, najbolj profesionalen, ker je dejansko sestavljen kot življenjepis, se pravi, kjer se vidi točno, kaj počnete, se pravi, rečemo, vaš sales pitch, potem točno kariero, kaj ste počeli, najnovejši projekti, vaše znanje, kaj ponujate, tako da je res strukturiran in če ne drugo, dajte si ga odpreti, urediti in je to vaša začasna spletna stran. Zakaj LinkedIn? Kot vidite, je res ni največje družbeno mrežje, ampak vseeno je 675 LinkedIn uporabnikov, od tega skoraj polovica 310 milijonov aktivnih mesečnih. In zakaj je LinkedIn, komu je dejansko namenjen, katere so top branže, je namenjen tako kot B2C, se pravi business to, se pravi strankam, ali pa business to business, pravi podjetje s podjetjem, ali pa za kadrovanje. In za neke top branže, ki so značilne za LinkedIn, so finance, kadrovska znanost, pravna, predelovalna, trženje, izobraževalna, strokovna, IT, sem jaz prava IT, ampak to ne pomeni, v bistvu jaz pravim, na LinkedIn lahko vsak podjetnik, vsak zaposleni, ki želi zgraditi osebno blagovno znamko. Ampak seveda, ste me spraševali, kaj pa, če sem slikarka, če sem oblikovalka nakita, če sem frizerka. Vsi od vas lahko zgradite svojo osebno blagovno znamko, se na LinkedInu lahko učite, se družite res, ne, tam so poslovne ženske, ki rabijo, ne vem, v redu frizuro, so se pravi, so podjetniki, ki imajo radi umetnost, so podjetnice, ki imajo rade nakit, se pravi, ampak se je treba samo prilagoditi seveda komunikacijo, bom še o tem malo kasneje, ampak v bistvu je na LinkedInu lahko vsak, ampak tam ni, kako na plažu letite, mislim, ležite za selfije pa take stvari, ampak je res najbolj profesionalna, ampak čisto vsi, sploh tisti podjetniki, lahko delite svoje izkušnje, ne vem, kako ste odpirali salon, kateri so bili največji izzivi, sploh za v času korone se mi zdi, da še to mreže še toliko bolj pomembno, ker si lahko delite izkušnje, kako ste spremenili neki poslovni model, mogoče kako ste popolnoma spremenili branžo in to delite, da na tak način pomagate slovenskemu podjetništvu ali pa svetovnemu, se pravi, LinkedIn je svetovna mreža. In kot vidite, ne, je malo več moških, se pravi, malo več moške populacije, 31% moških, 27% ženskih in večinoma so to bolj mestni, ampak v bistvu
Je struktura zelo raznolika, se pravi, so bolj izobraženi ljudje, ampak se pravi, izobraženi, pač lahko je vsak tam, tudi če imate za, ne vem, srednjo šolo, ne, to je tudi izobraženo in se lahko, če mogoče nimate takake izobrazbe, se pa učite od takih uspešnih in izobraženih. In zakaj še LinkedIn, zakaj je v redu, da ste na LinkedInu? Zelo visoko se uvršča na Google, tako kot sem rekla, in če nimate spletne strani, boste zelo visoko. Potem kar 56% kupcev raziskuje ponudnike preko njihovih profilov. Jaz dostikrat, če ne vem, grem na kaki sestanek, ali imam kaki, ne vem, telefonski klic ali karkoli, vedno grem preveriti na internet in če vidim na LinkedInu, pa da je opremljen profil, pa da vidim, kaj počne ta oseba, že takoj si neki prvi vtis naredim pozitiven, ne. Če pa nič ne najdemo o osebi na Googlu, pa mi je malo čudno danes, ne. In to ne samo meni, verjemite, danes, če niste na internetu, ali pa bog ne daj, da ste na internetu, pa imate kaki stari Facebook profil, s kake čudna slikica, iz kake super zabave in je to edino gor, dajte malo prečekirati, kaj se o vas najde na internetu, ne. In če ne drugo, dajte si LinkedIn odpreti, si ga fajn opremiti, da vse nekaj resnega o vas se vidi. In ne glede, to pa, ali ste podjetnik, ali ste študent, se pravi, s tem si že gradite neko osebno blagovno znamko na spletu. Potem tudi kar 44% kupcev je našlo potencialne ponudnike pri LinkedInu, potem tudi LinkedIn ima, rečemo Messenger, Facebook Messenger in mail, kjer tudi res, tudi sama, ko sem delala na enem, v bistvu delam še na enem projektu, kjer pač želim priti do takšnih odločevalcev v podjetju, res, ko si odgovorijo, ne. Vemo, če spišemo splošen mail, ne pridemo do takih pomembnih ljudi, se pravi na info ali pa kličemo tajnico, vemo, da težko boš prišel do nekih pomembnih ljudi, ključnih odločevalcev v podjetjih. Na LinkedInu pa moram reči, da so vedno bolj aktivni in jaz imam zelo dobro izkušnjo, da sem prišla do ljudi, ki jih drugače verjetno ne bi mogla do njih priti, ampak na LinkedInu vsi resno jemljejo komunikacijo, vedno več nas je, ki o tem predavamo, koliko je pomembno, da smo resni, da smo tudi aktivni in definitivno se to splača izkoristiti, če želite priti do kake pomembne osebe, kakega direktorja, kake vodje, je LinkedIn eno super orodje za to. Potem je tudi 4-krat bolj učinkovito orodje v tem medpodjetniškem trgu, se pravi kot Facebook in Twitter. Zdaj, podjetniki so tudi na Facebooku, ampak se mi zdi, so zelo tako skriti in tu radi imajo bolj privatne zadeve. Na LinkedInu tam pa se gre za biznis in so bolj odprti za kakšne priložnosti, jih več zanima, na LinkedInu pa vam bo redko kdo mogoče tudi, mislim, na Facebooku odgovoril, tako da LinkedIn pa tako, kot sem rekla, če ljudi kontaktirate, je velika možnost, da boste tudi dobili kontakt. Moram reči, da jaz veliko sem jih kontaktirala in rečemo 80% so odgovorili in mi tudi zaupali osebni e-mail oziroma telefon, tako da se splača izkoristiti. Potem so tudi nekatera podjetja z LinkedInom povečala tudi prodajo do 40%, če se res lotite strateško, se ogromno da narediti, se pravi, da pridete do potencialnih strank, vaših idealnih strank. In odkar je v lasti Microsofta, je uporabniška izkušnja zelo boljša, no, ker včasih je bil taki zastarel, se zato mene ni pritegnilo, kljub temu, da sem že več kot 8 let na LinkedInu. Prej nisem bila toliko aktivna zase, ampak za mojega bivšega šefa, ker sem mu vse pač urejala. In moram reči, da smo kar super neke kampanje naredili, takrat, če to bilo še tudi enostavno, tako je včasih Facebook enostaven bil, ker se je dalo ogromno brezplačno narediti. Zdaj tudi na LinkedInu se več toliko ne da, ampak še vedno se. In se tudi razvija. Kar veliko stvari kopirajo od Facebooka, kot so ti emoji pod slikico, potem za storije so že v testiranju, ki jih prej na LinkedInu ni bilo, potem javljanje v živo lahko samo nekateri imajo, potem kaj še takega na LinkedInu.
da so skopirali. V glavnem, kar si zgledujejo po teh platformah, tako da je bolj dinamično. In vsako sekundo se profil odpreta 2 nova uporabnika, tako da se kar zdaj tudi polni, tako da še zdaj izkoristite, ko ni gužve, ker tudi malo podjetij je, ne? Tudi na LinkedInu imamo osebne profile, poslovne strani, pa skupine na isti način kot na Facebooku, in te poslovne strani, ki so bolj namenjene, pač, ko imajo podjetja, ki imajo več zaposlenih, še jih je zelo malo, tako da tisti, ki mogoče imate zaposlene, lahko s skupnimi močmi marsikaj naredite, kako izkoristiti, pa tudi v e-tečaju vse povem, se pravi, danes ne morem vam vse, da sem snemala e-tečaj, mislim, da je vse skupaj vsebinka 5-6 ur, 3-4 dni že eno govorim, tako da je bilo kar intenzivno in res vam povem konkretne korake, ko biti uspešen, tako da res se splača vlagati v znanje pa izkoristiti, izkoristiti LinkedIn za posel. Se pravi, zakaj LinkedIn? Se pravi, grajanje osebnega brandinga, gradnja odnosov, tako kot za vsa družbena omrežja, izboljšanje ugleda podjetnika in podjetja, se pravi, bolj boste kredibilni, če ste na LinkedInu kot pa na Facebooku, ne. Potem za izvedbo raziskave trga, super se lahko igrate, zdaj so tudi naredili na LinkedInu, da lahko anketico, se pravi, več možnosti vprašate, pa postavite možnosti in je kot anketa, se lahko igrate, ali pa naredite, ne vem, venki, pa pol podelite na LinkedInu in tam so pač res, če hočete do kakih pomembnih podatkov, z veseljem sodelujejo. Potem je orodje za sodelovanje in povezovanje, ogromno tudi jaz dobim priporočil, mislim, ne samo jaz, tudi jaz dam kakšno priporočilo drugim, se pravi, zelo tako si pomagamo med sabo in lahko ogromno vas tudi ljudi priporoča, ne, ampak vi morate se predstaviti kot strokovnjak na svojem področju, da bojo lahko priporočali seveda, ne. Potem ogromno dragocenega znanja, se pravi, če ste podjetnik, sploh tam najdete ogromno enih idej, izkušenj, ki se jih splača izkoristiti. Potem tisti, ki iščete boljšo karierno priložnost, ali pa študenti, ki še niste bili zaposleni, pa bi radi eno super službo, se vam celi svet tam odpira, lahko super službo pridobite. In tam so stranke po statistiki tudi z višjimi prihodki. Se pravi, če prodajate kakšne visokocenovne produkte, se splača LinkedIn izkoristiti. In komu je namenjen, še enkrat poudarjam, za študente, ki iščejo službo, zaposlene, ki bi radi napredovali, podjetnike, ki bi radi zgradili osebno blagovno znamko, prišli do novih potencialnih strank, podjetja, ki iščejo strokoven kader, direktorji, ključne osebe, prodajalci, v bistvu skoraj vsi. Vsi, ki bi vse radi malo bili v poslovnem svetu, na kakršenkoli način, je LinkedIn pravi za vas, samo kar je potrebno, je prilagoditi komunikacijo, ki je bolj resna, tako kot sem rekla, tu ni kakih, ne vem, Instagram fotk pa Facebook komentarjev, tako da res, tako prideš gor, se prav malo spočineš, no, bi jaz rekla, in da res kaj pametnega vidiš. In zato, ker družbena omrežja so super še za biznis, ampak tudi najdete ogromno ene, ne bom rekla kaj, ne. In zdaj, zakaj LinkedIn? Organsko tudi privablja stranke, povečuje profesionalni ugled, se pravi, tudi vam pomaga graditi vašo verodostojnost in avtoriteto, graditi zaupanje, olajša tudi odnose z odločevalci, se pravi s ključnimi osebami in pusti trajen vtis, se pravi, dosti bolj izstopa kot pa na primer na Facebooku. In tako, kot sem rekla, danes tudi jaz vidim, da me ogromno tudi direktorov spremlja in prej pridem do sestanka, ker me že poznajo, ker me spremljajo nekaj časa, kot pa bi zdaj kar prišla, poklicala, nimajo pojma, kdo sem. Tako da definitivno prihodnost je human to human, se pravi, danes, če ste podjetnik, se morate izpostaviti. Drugače boste težko delali, razen tisti, ki ste že stara generacija, pa že imate en velik koš, bazo strank, ampak se pravi, tudi vsi rabimo nove stranke, tako da tudi tisti, ki delate od priporočil, tudi ne škodi, da malo se tudi pokažete, če še želite nekaj časa biti na trgu. In se pravi, kot družbena omrežja, sploh pa LinkedIn so super za to stvar. In
zapomnite si, da je vedno pomembno najprej tu dodati dodano vrednost, nasvete, izmenjava mnenj, inspirirati, izobraževati, ker s tem zgradiš odnose in posledično boste tudi prodali. In zakaj se vam še splača biti na LinkedInu? Novosti, se pravi res zadnji trendi, mogoče vedno fajn spremljati tuje trge, ker vemo, pa Slovenija je 5 let za Ameriko, če gledamo, v določenih, ne vse posod, se pravi, imamo tudi zelo odlične startupe, ki pa zelo sposobne slovenčke, ne, ampak na splošno, če gledamo razvoj, smo vedno neki 5 let za Ameriko, pa preden ljudje tu sprejmejo vse te spremembe. Mladi so že bolj aktivni, ne, kar te moje generacije, pa če včasih vidim, ali pa še starejše, da pol leta jih je treba prepričevati, pol leta se pol odločajo, pol po enem letu pa pol dejansko sprejmejo kaj novega. Razen za v času korone smo videli, da čez noč smo mogli in se vse dalo naučiti, ne, drugače bi pa bilo 500 izgovorov, če ne bi bilo treba. In je fajn spremljati novosti iz tujih branž in čim prej v Sloveniji to implementirati. In tam so res zadnji trendi, strokovni nasveti, ogromno kariernih izobraževanj, tako kot sem rekla, priporočil, tam si vsi med sabo pomagamo, se priporočamo. In vsebine najdete, ki jih objavljajo vplivneži, ampak to niso influencerji z Instagrama, ne, ampak vplivneži, zelo uspešni podjetniki, ki so že dosegli nekaj v življenju in z veseljem tam delijo tudi svoje poslovne izkušnje, kar je veliko vredno, ne, da se lahko učimo od takih in vedno več jih tudi deli znanje. In kaj tudi delati na LinkedInu? Definitivno fajn je tam ogromno pisati članke, vedno več se tudi uveljavljajo videi, se pravi izobraževalni videi, posnamete tudi kakšni podcasti so zdaj zelo popularni, ne, in zdaj tu imam en primer, naprimer, kak zdaj razlika med, ne vem, Instagramom in Facebookom. Naprimer ste potovalna agencija in kaj, na Instagramu boste objavljali lepe, privlačne slike, ker je tam pač v ospredju vizualna vsebina. Na LinkedInu pa naprimer napišete, kako lahko direktorji potujejo čim bolj učinkovito. In isto, če ste frizerka, ne, pač na Instagramu pokažete, kakšna je bila frizura prej, kakšna je pol, ne vem, naprimer na samem Facebooku pa bi kako, ne vem, kakšne so zadnji trendi v poslovni modi, kako se, ne vem, v kakšno frizura je primerna za kakšne protokole ali za kakšne poslovne priložnosti in take stvari. Se pravi, vedno na družbenih omrežjih morate imeti v glavi ciljno publiko, s katero se pogovarjate in jo izobražujete v vaših storitvah in skozi vsebino vedno več, najbolj pali, po domače povedano, dobra vsebina, ki vam bo prinesla prodajo. Ni več oglasov direktne prodaje, to so res mogoče še produkti, ki so nizkega cenovnega razreda, ne vem, saj vemo, kakšne cotike, nakiti, to se še da direktno prodati, ampak kakšne večje, sploh storitve je težje prodati, ker pa so neotipljive in gre zelo na zaupanje, pa boste najbolj učinkoviti, če boste dali vsebino, s katero boste pritegnili in se spozicionirali kot strokovnjak na svojem področju in na tak način potem privabili vaše idealne stranke. In, tu sem še enkrat dala, evo, še imate primer. In če želite izvedeti, kako mora biti urejen profil, ki pritegne pravo stranko, kakšne so najbolj učinkovite objave na LinkedInu, kako zgraditi prepoznavno osebno znamko, kako najti prave kontakte, ki vam bodo povečali prodajo, s kakšno strategijo priti do pravih strank, vse to sem zdaj snemala 3 dni, je spravi e-tečaj LinkedIn za posel, ki še samo v četrtek bo zadnji dan, 35 €, pol se pa podraži, ker sem zdaj, najprej sem mislila narediti 4 module, zdaj sem jih naredila kar 5, ker sem si še sproti dodala vsebine, res, se pravi, imate na linku, zdaj ga malo povozila na tem računalniku, se pravi, na moji spletni strani marketingmalihpodjetij.com, LinkedIn-e-tečaj, lahko mi pa napišete, bom dala link spodaj in dajte, sem še v živo, mi tu kaže, da neki internet connection ni okej, se pravi, da izkoristite
To vam želim povedati, ker se bolj podraži in vam res priporočam, če želite izkoristiti LinkedIn. Naj vas ne bo strah, tam so tudi ljudje. Bom zdaj to, bom jaz zašla, bom se tu stop share. No, kaj me zdaj? Nekaj heca. Nekaj ne gre, te pa nič. Tako da se splača res izkoristiti. Tako mora biti, evo. Se še navajam na novi računalnik, ker ne gre se vse takoj naučiti. Tako da, evo, upam, da vam je bila prezentacija všeč, da če kako vprašanje mi lahko napišete. Bom se probala še čim večkrat javiti, če vam napišite mi, če so vam taki, ne vem, všeč spol webinarčki, neke mušice, in bom z veseljem, dajte mi napisati vprašanje, in jaz z veseljem, ali vam posebej napišem, pač posnamem video, ali pa dejansko naredim kar webinar v živo. Uživajte, malo je vroče pod to lučjo in tako da se poslavljam. Smo pa na vezi preko te skupine, prijavite se tudi na moj e-mail listo, prenavljam do spletno stran, ki bo mogoče naslednji teden bo že lansirana. Pripravljam takrat tudi kakšno nagradno igro, tako da spremljajte, drugače pa en lep večer še naprej.